Spoštovani udeleženci in udeleženke konference, počaščena sem, da ste me povabili na konferenco kot govornico, hkrati pa tudi žalostna, da ne morem biti z vami. Prav danes, ko v Ljubljani poteka vaša konferenca, v Bruslju v odboru pristojnem za energijo in raziskave med drugim glasujemo o obsežnem raziskovalnem programu Obzorje 2020, kjer je energetika eno od prednostnih področij. Če se ozrem na 9 let, ki sem jih preživela v Evropskem parlamentu, sem tu doživela vznemirljivo obdobje oblikovanja skupne evropske energetske politike. To so bila leta, ko energetika v letih 2004 in 2005 večine politikov ni zanimala in ko je po zimi 2006 naenkrat postala izredno pomembna. Evropska unija je namreč občutila težave z varno, nemoteno dobavo plina zaradi nesporazumov v odnosih med Rusijo, z Belorusijo in Ukrajino. Leta 2007 je energetika stopila v ospredje naših razprav še zaradi globalnega spoznanja o nevarnostih podnebnih sprememb. V Uniji smo enostransko ter hitro ukrepali na to grožnjo, energetika pa je ostala pomembna evropska politika tudi po letu 2008. Dekarbonizacija evropske energetike je namreč draga, v kriznih časih pa nekajkrat višje cene energije, kot so na primer v ZDA, dušijo evropska gospodinjstva, gospodarstvo in podjetnike. Danes imamo na področju evropske energetike zagotovo več izzivov, kot smo jih imeli kdajkoli v preteklosti. Odločitev, da bomo oblikovali skupno energetsko politiko, je namreč mlada in pravno osnovo zanjo imamo šele od leta 2009 z ratifikacijo Lizbonske pogodbe. Že predtem pa je bilo sprejete kar nekaj zakonodaje, ki ni prav sistematično zajemala tega, kar smo v Evropskem parlamentu leta 2006 postavili kot cilj skupne energetske politike. To je trajnostna energetika. Poudarek je bil predvsem na okoljskih vidikih, ki so delno zajemali tudi zanesljivost dobave, tretji vogal trajnostnega trikotnika, to je konkurenčnost, pa je bil zapostavljen. Danes imamo predvsem dva obsežna zakonodajna svežnja za razvoj energetike. Najprej naj omenim podnebno-energetski sveženj. Ta vsebuje zavezujoče cilje in mehanizme za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in zvišanje deleža obnovljivih virov energije do leta 2020. Izvajanje tega zakonodajnega svežnja je uspešno. Moti pa dejstvo, da so bili za ta namen oblikovani močni, netržni nacionalni mehanizmi, na primer subvencije določenim virom energije, ki ovirajo konkurenco na trgu in zavirajo oblikovanje notranjega trga za energijo. Drugi pomemben sveženj je tretji liberalizacijski paket za elektriko in plin. To je skupek pravil s ciljem, da se nacionalni trgi postopoma odprejo za konkurenco in hkrati odpravijo omejitve za potrošnike pri menjavi dobavitelja. Na žalost pa se pravila prenašajo v zakonodajo prepočasi in neenakomerno po državah članicah. Po mojih informacijah je zdaj Slovenija edina država, ki evropske zakonodaje še ni implementirala v svoje nacionalne akte. Po prenosu v nacionalno zakonodajo sledi izvajanje zakonodaje, kar pa seveda zamuja še bolj. Zato je prišlo do odločitve na najvišjem evropskem političnem vrhu, Evropskem svetu, da mora notranji trg zaživeti do sredine leta 2014. To pa je pravzaprav že jutri in ob sedanjem stanju energetike so pred nami še številni izzivi in naj jih nekaj naštejem. Prvič, energetski trg ne more nemoteno delovati, če pri odločitvah o investicijah prevladujejo subvencije namesto tržnih impulzov. Potreben je resen razmislek na evropski ravni, kako pristop na področju subvencij med posameznimi državami članicami približati ali ga celo uravnavati z evropskega nivoja. Potem naslednji. Energetski trg tudi ne deluje nemoteno, ker so cene energije močno politično regulirane preko številnih dajatev. Zaskrbljujoče je, da medtem ko veliko prodajne cene energije padajo, drobno prodajne cene rastejo. Naprej, energetski trg v Evropi je mogoč le, če bomo med seboj povezali regionalne trge. Zato potrebujemo nove čezmejne povezave in nadgradnjo nekaterih starih povezav. Da povežemo regionalne trge, potrebujemo investicije. Te pa so mogoče le v stabilnem zakonodajnem okolju ter v primerih, da se vložek v razumnem času povrne.
In še naprej. Za korektno delovanje notranjega energetskega trga potrebujemo primerne človeške vire. Izobražen kader in zanesljivi delavci so ključ do učinkovitega delovanja sistema. In ne nazadnje, zakonodajni okvir. Ta je trenutno prezapleten in število ciljev, ki smo si jih zadali, se med seboj prepleta. Medsebojni vplivi trenutne zakonodaje so slabo vnaprej prepoznani in ocenjeni, pravila se prehitro spreminjajo. V primerjavi z ostalim svetom imamo v Evropi zahtevnejše standarde, zato so naše cene energije precej višje. Ob takšnih pogojih gospodarstvo težko konkurira z velikimi svetovnimi igralci, kot so recimo Združene države Amerike ali pa državami v razvoju, kot so Indija, Brazilija in Kitajska. V energetiki nas čaka torej precej veliko težkega dela. Sama ga delim na kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne naloge. Kratkoročne naloge so tiste, ki jih je potrebno izvesti še do konca trenutnega mandata Evropskega parlamenta in komisije. Mandat se zaključi čez dobrih 7 mesecev. Naša prva naloga zdaj je, da uspešno zaključimo vsa pogajanja povezana z večletnim finančnim okvirom 2014-2020. Sprejeti je potrebno tudi vse programe za financiranje, pri čemer bi želela omeniti predvsem inštrument za povezovanje Evrope, ki predvideva sredstva za izgradnjo tudi energetske infrastrukture, ter pa okvirni program za raziskave in inovacije Obzorje 2020, kjer so raziskave v energetiki eno od prednostnih področij. V naslednjih mesecih pa bo začel Evropski parlament obravnavati tudi novo direktivo o jedrski varnosti, ki med drugim vzpostavlja najvišje standarde na področju jedrske varnosti in uvaja redne vzajemne varnostne preglede jedrskih elektrarn. Med srednjeročne naloge evropske energetske politike štejem tiste, ki jih bo potrebno izvesti v času mandata prihodnjega Evropskega parlamenta in komisije, torej med leti 2014 in 2019. Politiki novega mandata bodo morali nadaljevati z oblikovanjem notranjega trga in odgovoriti na prej omenjene izzive. Predvsem se bodo morali bistveno bolj osredotočiti na uporabnika. Najverjetneje lahko v tem času pričakujemo predlog novega 4. energetskega svežnja. Hkrati bo naloga članov novega parlamenta tudi postavitev okvirja za politike do leta 2030. To je zelo težka in odgovorna naloga, saj bo ta okvir moral vključevati naslednje elemente. Zagotoviti bo moral uravnoteženost pri zagotavljanju trajnostne energetike, torej poskrbeti za vse 3 vogale trajnostnega trikotnika, zanesljivost oskrbe z energijo, skrb za okolje in tudi konkurenčnost našega gospodarstva. Nato, okvir politik bo moral zagotoviti robustnost, enostavnost in delovanje trga. Potem, shema za trgovanje z emisijami, tako imenovane ETS, bo morala postati glavni inštrument dekarbonizacije. Tako bomo lahko zmanjševali naše izpuste na konkurenčen način. Podpirati bo potrebno tehnološko nevtralne rešitve in ne dajati politične prednosti določenim virom energije in določenim tehnologijam. Energetski sistem bo potrebno prilagoditi za višji delež obnovljivih virov energije. To pomeni boljšo regulacijo preko pametnih omrežij, večjo povezanost sistemov in razvoj rezervnih zmogljivosti. In zdaj še naše dolgoročne naloge. Do leta 2050 je potrebno postaviti okvir, neko strategijo, trdno strategijo. Seveda pa je ta okvir na to potrebno nenehno preveriti z aktualnimi razmerami v EU in svetu. Na dolgi rok se bomo nenazadnje morali odločiti, kam v strukturi Evropske unije postaviti energetsko politiko. Ali naj jo določajo izključno države članice, naj postane prava evropska politika, ali pa naj bo predmet neke jasne, deljene pristojnosti. Ob tako obsežnih in zahtevnih nalogah ni nepomembno, da so volitve v Evropski parlament že zelo blizu. Vse se bodo odvijale naslednje leto v maju. Čeprav je v kriznih razmerah slišati mnogo kritik o razkoraku med politiki in državljani, pa so volitve doslej najboljši možen način izbire in vpliva volivcev na sestavo organa, ki bo postavljal pravila v naslednjih 5 letih. Dela na področju energetike je v prihodnosti še veliko. Upam, da je veliko tudi energije,
tako v javnem sektorju, v državah članicah in na evropski ravni, kot tudi v privatnem sektorju na področju energetike. Kajti to energijo bomo potrebovali. Udeležencem konference želim torej mnogo dobrih idej, spretnosti pri iskanju skupnih rešitev in motivacije za ukrepanje.